Dober dan iz ljubljanskega studia 136. To so vesti na vesti. Vlada, kljub temu, da je izgubila 3 ministre, deluje brezhibno. Predsedniki in vodje poslanskih skupin vladnih strank so razpravljali o pokrajinski zakonodaji. Kot je dejal Janez Janša, gre za zgodovinski projekt, ki je pravzaprav ves čas v nevarnosti. Dokler ta korpus pokrajinske zakonodaje ne bo izglasovan in zaživel v praksi, oziroma bodo ti zakoni stopili v veljavo, se vedno lahko kaj zelo. Projekt je pred sestankom ogrožala ideja Nove Slovenije, ki je pred kratkim predlagala, da bi bilo pokrajin v Sloveniji samo 6, toliko kot Škofij, in ne 14, kot predlaga vlada. Po sestanku Nova Slovenija ne razmišlja več o 6, ampak spet o 14 pokrajinah, oziroma kot je pojasnil predsednik NSI-ja in finančni minister Andrej Bajuk. Najprej bi se zahvalil, da smo imeli zelo temeljito razpravo tudi danes na ravni koalicije, da smo tudi slišali argumente, tako kot je omenil tudi moj predhodnik, da so določene politične realnosti lokalne ravni. Finančni minister je izrazil svoje pomisleke glede števila pokrajin, ki bodo seveda tudi nekaj stale. Menda naj bi prevzele okoli 15% proračuna. Koliko še ni povsem jasno, saj finančno ministrstvo natančno analizo še pripravlja. Ne bi pa rad, da bi vi jutri spet napisali, da je minister za finance obljubil, da bo 15%. Tega nisem rekel in upam, da boste tako napisali. Predsednik vlade nad številom pokrajin kljub temu ni zaskrbljen. Prepričan je, da je bistveno bolje, da imamo v Sloveniji kakšno pokrajino več in da je to v skladu z ljudsko voljo in v skladu z hotenimi in razvojnimi aspiracijami lokalnih okolij, kot pa da postavljamo tukaj neke umetne meje in ljudem pokrajino vsiljujemo. Po sestanku so predstavniki vladnih strank na hitro spregovorili tudi o imenih novih ministrov, ki še vedno niso povsem znana. Andrej Bajuk je ob tem zanikal, da ima koalicija s tem precejšnje težave. Imena. Se ni težav. Jure, Jonas, Jani, Marko, Jan, Katja, Jure, Aleš, Nina, Jure, Video, Bajuk. Ali drži informacija, da je zaradi gospa Šverčeva, ki je dala v bistvu, je zavrnila ponudbo za ministrico, da vam je naredila problem in da se bodo verjetno začela dogajati menjave resorjev? Poglejte, ni bila dana ponudba, tudi ni bila nikakršne zavrnitve. Bil je pogovor, osebno sem jo poklical, sem z njo tudi govoril, izrekla je svoje resne pomisleke, kar se tega tiče, in to je vse. Do končnega imena nimamo. Menjave resorjev, se pravi, je tudi opcija še vedno? Resorji, kar se tiče resorjev, niso del koalicijske pogodbe. Niso del koalicijske pogodbe. Nihče nima zagotovljeno takšno pa drugačno funkcijo kot politična stranka ali pa članica koalicije. Torej v tem smislu je odprto. Poslanec SD Aurelio Juri je svojim kolegom v poslanski skupini poslal pismo, v katerem jih poziva naj ne nasprotujejo dogovoru med Janezom Janšo in Ivom Sanaderjem o razreševanju mejnega spora na Meddržavnem sodišču v Hagu. Po njegovem mnenju bi bila zavrnitev Meddržavnega sodišča v Hagu za Slovenijo zelo škodljiva. Jaz temu sodišču zaupam, kajti cel svet mu zaupa, to je najbolj eminentno sodišče Združenih narodov. Koliko bi mi zavrnili to sodišče, češ ne bi razsojalo po omenjenem načelu, bi mi dali klofuto mednarodnemu pravu, seveda in se blamirali tudi pred Evropo in mednarodno javnostjo. V SD se z njegovim mnenjem vsi ne strinjajo, vendar Juri računa, da se bo na koncu Borut Pahor odločil za podporo arbitraži v Hagu. Sam jim učitam, našim ekspertom, da uporabljajo preveč pravnega znanja, nimajo pa dovolj političnega občutka. Čeprav razumem, govorite o Pavlihi in gospodu Vlačiču. No, z njima imam različne poglede. Mislim, da predsednik je bil do zdaj zelo previden. In kako Juri pojasnjuje svojo podporo političnemu nasprotniku Janezu Janši? Končno Janez Janša je pristal na to, kar jaz 4 leta govorim, in me to veseli.
Poslanec SD Milan M. Cvikl se ukvarja s povsem drugačnimi vprašanji. Ministru M. za gospodarstvo Andreju A. Vizjaku je zastavil vprašanja, kakšna je pravna podlaga za njegovo vpletanje v poslovanje podjetij in ali s tem krepi politični nadzor nad njimi. Gre predvsem za to, da se je minister neposredno vpletel v posamezne javne diskusije. Celo neposredno je napadel bančnike, kaj bi pa kaj ne bi naredili in seveda na ta način minister neposredno vpliva na lastninska preoblikovanja, vpliva na organe upravljanja, vpliva tudi na organe nadzora in potem seveda ni čudno, da na tej skupščini Term Čatež predsednik uprave zagrozi s fizično silo pomembnemu delničarju. Kot pravi C. Cvikl, je tovrstno ravnanje mogoče opaziti tudi v drugih primerih. Ne gre samo za Terme Čatež. V zadnjih mesecih se pomembne lastniške spremembe dogajajo tudi, vidimo v Vilovici, v Esotehu, vidimo tudi v Elanu. Imamo nek spopad, kdo je najbolj primeren član nadzornega sveta med še nedavno partnerji. Predstavnici Združenja Zares, poslanka Majda Širca in Bernarda Jeklin ter predsednica društva Kala za boj proti okužbam s HPV in raku materničnega vratu Renata Capuder-Mermal so državnem sekretarju na Ministrstvu za zdravje Dorjanu Marušiču predale 45.819 podpisov v podporo uvedbi brezplačnega cepljenja proti virusu HPV. Takšno cepljenje bi samo za eno generacijo 9.000 deklic stalo okoli 2,7 milijona evrov. Majda Širca pa je predstavila še drug pogled na to ceno. Govor, koliko to stane, je absolutno potrebno primerjati in razumeti na ta način, da se primerja, koliko stane eno zdravljenje obolele za rakom na materničnem vratu. Dorjan Marušič pa je poudaril, da učinkov takšnega cepljenja še dolgo ne bi bilo mogoče zaznati. Težava tega cepljenja je seveda, da dobrobit tega bo nekako zaznana čez 20 let. Torej dejansko pri teh razpravah, ki boste pomagali kreirati skozi medije, morate podpreti to, da gre za vlaganje v zdravje oziroma v blaginjo, preprečevanje bolevnosti čez 20 let. Začelo se je 35. Evropsko prvenstvo v košarki. Komentar dneva Marko Bratuš. Hvala, Jure. Včeraj je slovenska košarkaška reprezentanca premagala Italijo z neverjetno trojko Jake Lakoviča v zadnji sekundi. Ampak bolj kot sama trojka in zaslužena zmaga je bilo očitno nekaj drugega. Slovenska reprezentanca se je končno uspela izvleči iz psihološke črne luknje, v kateri je ždela v bistvu od svojih začetkov. Ekipa je, kot je bilo to že v navadi, pokazala čvrsto borbeno igro, prevzela pobudo in večino tekmo vodila. Potem pa je prišel trenutek, ki ga vsi slovenski navijači še predobro poznamo. Na začetku tretje četrtine so Italijani dosegli delni izid 11-0. Šibkejše na srcu je že takoj zadela kap. Močnejši smo gledali dalje in na srečo našega krvožilnega sistema se je prednost ponovno povzpela nad 10 točk. Pravi prikaz psihologije slovenskih moščev je tudi ta ekipa prihranila za konec. Nekaj neprimerno izgubljenih žog zapored, zviti italijanski branilci in trojka iz kota in Slovenija je izgubljala za točko par sekund pred koncem. A glej ga zlomka, tokratna ekipa se ni predala. Lakovič je jajčno vzel tekmo v svoje roke in zadel zmagoviti met. In tukaj se je pokazala čudežna prednost ekipe, v kateri manjkajo kar 4 igralci iz lige NBA. Jasno je bilo, kdo bo vrgel na koš. Vedeli smo gledalci, vedeli so Italijani in kar je najpomembnejše, vedela je slovenska ekipa. In to se je zgodilo prvič. Letošnja ekipa je namreč izredno homogena, igralci vedo, kakšne so njihove naloge in jih vestno izpolnjujejo. In tako, ko pride na vrsto odločilni met, natančno vedo, v čigave roke naj položijo svoje usode, kar je, po pravici povedano, z manj zvezdniškimi igralci precej lažje kot v ekipi dolarskih milijonarjev. In tako se je ponovno potrdila maksima manj je več, tudi v športu. Upam, da me ta reprezentanca ne bo postavila na laž, kajti po prvih znakih sodeč bi po uspešnem atletskem vikendu lahko dobili tudi kakšen uspešen košarkaški teden. Montiral boš pa ti, tako da veš najesti. Okay. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V Stari elektrarni je bil premierno izveden audiovizualni dogodek Razkrito.
v katerem se tradicionalna koncertna forma prepleta z vizualno spremljavo. To je pa nekaj novega. Še vreme. Zaradi nesramnosti oblakov sonce danes ne bo prišlo do izraza. Iz ljubljanskega studia 136 bile so to vesti na vesti. Ostanite še naprej na naši strani.